Pozdravljeni, dragi otroci. Prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Le kaj bi se zgodilo, če bi sonce nehalo sijati? Zanimivo vprašanje, kaj ne? Namreč v današnji pravljici bo žalostno sonce res nehalo sijati. A na srečo bomo spoznali deklico, ki bo soncu priskočila na pomoč. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa avtorice Melite Bevc z naslovom Kako je Eva pomagala soncu znova posijati. Nekoč je živela mala nadobudna deklica Eva. Rada je imela živali in ljudi. Ob prvi jutranji rosi je rada tekala po travniku in v svežini jutra nabirala sveže travniške cvetlice. Nekega jutra pa sonce ni in ni želelo posijati. In Eva se je odločila, da bo odšla prav do sonca in ga vprašala, kaj se dogaja. Tako se je odpravila na pot. Hodila je in hodila. Ker je bilo temno, je svetila svetilko. Pot jo je vodila skozi gozd, ker je srečala srnico. Le ta jo je vprašala: Kam hitiš? Ali ti morda veš, zakaj je tako temno? Eva je odgovorila: Danes sonce še ni posvetilo. Grem pogledat, ali je vse v redu z njim. Morda pa potrebuje mojo pomoč. In tako se je deklica odpravila naprej. Po poti si je nabrala malo borovnic ter gozdnih malin, svetilka je razsvetljevala pot. Hodila je in hodila ter prispela do velikega ribnika. Ribice so bile vse začudene. Le kaj se dogaja s soncem, da še danes ni posvetilo? Kajti voda v ribniku ni bila prijazne barve. Eva je na hitro obstala in pojasnila, da hiti do sonca. Morda pa je sonce zbolelo? Ker je njena svetilka tako močno svetila, so mimo prileteli metulji, saj so mislili, da je to prva jutranja zarja. In tako so jo spremljali na njeni poti. Poti so lepše in krajše, kadar nas nekdo spremlja. Še posebej takrat, kadar je temno. Hodili so in hodili in glej. Prišli so do vznožja gore, kjer prav na vrhu domuje sonce. Eva je za eno roko držala svetilko, z drugo pa si je pomagala po strmi poti navzgor. Sonce! Sonce, kje si? Sonce je videlo in slišalo deklico, ki prihaja, a se preprosto ni upalo oglasiti. Tolikokrat je bilo že razočarano, da ni znalo verjeti, da mu lahko nekdo pomaga. Mnogo noči je prebedelo željo, da bi se zbudili v lepši jutri. V jutri, ki bi mu narisalo nasmeh na obraz. Je morda ta deklica prišla le iz radovednosti? Ali ima deklica res željo, da znova posvetim? Se je spraševalo sonce. Ni vedelo, kaj naj stori. Toda solze so kar same tekle in sonce je na glas zahlipalo. Ni moglo več skriti žalosti. Eva se je povzpela še malo višje in slišala hlipanje. Le kdo je bil tako žalosten? Eva se je dvignila nad skalo in stopila do vrha gore. In glej, sonce je ležalo v postelji, pokrito z odejo čez glavo in jokalo. Kaj se je zgodilo? Zakaj si tako žalostno?
vprašala Eva. A sonce je kar hlipalo. Eva je spet ponovila vprašanje. In sonce se je predramilo, se je obrisalo solze, pogledalo Evo v oči ter odgovorilo. Jočem. Vsak dan gledam na zemljo in vidim, koliko je žalostnih ljudi. Jočem, ker se ljudje ne razumejo. Jočem, ker si ljudje ne pomagajo med seboj, ampak si nagajajo. Jočem, ker se otroci ne igrajo več na travniku. Jočem, ker se tako trudim sijati in posvetiti vsak kotiček človeške duše, a ljudje tega sploh ne opazijo. In ker se tako trudim, da bi svetilo, so moji žarki drug za drugim ugasnili in nikogar nimam, ki bi mi pomagal moje žarke ponovno prižgati. Eva je vse to poslušala in od veselja kar poskočila ter zavriskala. Poglej, jaz te imam rada. Danes nisi posvetilo in sem prehodila dolgo, temno pot, da te najdem. Daj, vzemiva mojo svetilko in prižgiva tvoj žarek, zagotovo bo uspelo. Kajti že en plamen lahko razsvetli ves planet. Sonce si je obrisalo solze, pogledalo Evo in se nasmehnilo. Daj, poskusiva. Sonce se je sklonilo k Evi, ki je prijela svetilko, vzela plamen in prižgala sončni žarek. In poglej. Sonce je zasijalo v vsej svoji moči. Razsvetlilo je temo. Posijalo je vsak kotiček na zemlji. Ribe v ribniku so poskočile od veselja. Metulji so zaplesali. Srna je stekla po gozdu in vsem povedala, da je deklica Eva le našla sonce. In tako so bili vsi srečni. Sonce je s svojimi žarki zaobjelo Evo in je obljubilo, da ji bo zmeraj razsvetljevalo pot. Eva je vsa srečna stekla domov. Spoznala je, da je biti dober in sočuten nekaj lepega. Spoznala je, da lahko en plamen razsvetli ves planet. Vsak je lahko drugemu sonce. Samo podati se moramo svojo svetilko na pot, razsvetliti temo in ljudem prinašati radost in srečo. Ja. Čudovita ter zelo ganljiva pravljica. Bravo, Eva, za pogum ter tvojo vztrajnost. In ob tako navdihujoči zgodbi se zavemo, da smo tudi mi sami lahko tisti žarek, ki znova zasveti v drugih ljudeh. Čudovita pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni slovenski pravljici z naslovom Hiša, ki bi rada imela sonce. Namreč hiša je živela v senci večjih hiš in se tako znova in znova spraševala, kakšno je sonce. A naj vam prišepnem. Na koncu je hiša le spoznala svoje sonce. Otroci, lepo se imejte, bodimo sonce drug drugemu in prijeten pozdravček. Čau, čau. Čudovita pravljica, res. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica nas bo ponesla v širno nebo, kjer se bomo skupaj s sijočimi zvezdami podali na prav posebno dogodivščino. Spoznali bomo zvedavo ter pogumno zvezdico Sijo, ki si je od vsega najbolj želela živeti na zemlji. Ja, na zemlji. Me res zanima, če se je zvezdici želja uresničila.
Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa avtorice z umetniškim imenom Bella Weaver z naslovom Sija, zvezdica, ki si je želela živeti na zemlji. Pravljica je posvečena mali pikici, ki je zrasla v dekle z lepoto Sneguljčice in močjo Samsona. Nekoč se je na velikem, lepem, modrem nebu rodila mami Luni in očetu Soncu mala zvezdica. Bila je tako silno sijoča, da so ji starši dali ime Sija. Hitro je rasla in kmalu je mama Luna opazila, da je zvezdica zelo zvedava. Mama Luna je nanjo pazila podnevi, ko ji ni bilo treba sijati na nebu, očka Sonca pa ponoči, ko ni razsvetljeval dnevnega neba. Ko je zvezdica dovolj zrasla, se je pridružila drugim sestram, ki so pridno razsvetljevale nočno nebo. Vsako noč so prijetno klepetale, si prepevale in se družile vse do jutranjih ur, ko so odšle z mamo Luno spat. Takrat je na nebu zasijal prijazni očka Sonce. Zvedava zvezdica je pogosto opazovala dogajanje na zemlji. Vedno manj jo je zanimalo razsvetljevanje neba, druženje in prepevanje z ostalimi sestrami. Tako se je zgodilo, da si je vse bolj in bolj želela živeti na zemlji. Nebesnem svodu se napajam, na zemljo svetlobo dajem. Hrepeneče je vsako noč opazovala ulice, mesta in vasi tam doli, kjer so stale male hišice. Bile so osvetljene od znotraj in polne dogajanja, saj so se otroci ravnokar odpravljali spat. Gledali so risanke. Nato so jim starši brali pravljice, vse dokler se jim trudne očke niso zaprle in so trdno zaspali. Neskončno so jo privlačile tudi visoke stolpnice velemest, kjer se je ljudi in luči kar trlo. Tudi majhne kolibe na drugi strani zemlje, v vroči Afriki, polne živahnih otrok, se ji niso zdele nič manj zanimive. Vse to jo je tako silno zanimalo, da je na nebu postalo neznansko dolgčas. Ni več prepevala in klepetala s sestrami, kar naprej je zehala od dolgočasja. Nekega večera se je opogumila in svojim sestram zaupala, kako zelo ji je postalo na nebu dolgčas. Nič več ji ni bilo zanimivo samo svetiti. Zvezdice so postale zelo žalostne, saj so mislile, da jih Sija nima več rada. Po licih so se jim usule solze in tekle vedno bolj. Na zemlji je zato ponoči padal močan dež. Bilo je temno kot v rogu, saj zvezdice od žalosti niso mogle svetiti. Ko je zvezdica to videla, je bilo sestri žal. Tolažila jih je in jim povedala, da jih ima zelo rada. To, kar je na zemlji videla vsako noč, pa jo je še vedno privlačilo kot magnet. Vedela je, da bo nesrečna, če se ji želja ne bo nekoč izpolnila. Zato si je želela oditi tja dol, se igrati z otroki in se spustiti v nove dogodivščine. Sestrice so nehale jokati, a so zvezdico zelo začudeno gledale, saj so njeno veliko željo težko razumele. Vedele so namreč, da ni kar tako enostavno kot zvezdica iti na zemljo in tam živeti. Če hočeš živeti na zemlji, moraš najprej dobiti človeško telo. To pa ni lahko. Zvezdica se bo morala razdeliti na pol. Iz ene njene polovice bo nastala deklica, iz druge pa deček. Skrbelo jih je, kako se bo Sija počutila v človeški podobi. Šele čez veliko let se bo lahko spet spremenila nazaj v zvezdico. Vendar le v primeru, če bo na zemlji pridno pomagala drugim ljudem. Drugače bo zavedno ostala tam spodaj. Vse to so sestrice povedale Siji, ona pa se ni ozirala na to.
Njena želja živeti na zemlji je bila večja kot celo nočno nebo. Ker je ob tem nastal velik direndaj, je mama Luna prišla pogledat, kaj se z njenimi zvezdicami dogaja. Hitro so ji zaupale Sijino željo. Luna je bila osupla. Postala je žalostna, ker jih Sija želi zapustiti. Dobro je vedela, kaj vse jo čaka na zemlji. Skušala jo je odvrniti od namere, a je bilo vse zaman. Proti jutru je tudi očka Sonce prišel pogledat, zakaj je bilo na nebu ponoči tako glasno. Luna mu je povedala o Sijinih načrtih. Tudi on je postal zaskrbljen. Srčna, kot je Sija bila, je oba lepo prosila, naj izpolnita to veliko željo. Nestrpno je čakala, da se bo lahko igrala tudi z otroki, ne samo z zvezdicami. Očka Sonce in mama Luna sta ugotovila, da nobena opozorila ne zaležejo. Zvezdica se bo največ naučila le s selitvijo na zemljo. Odločila sta se, da ji željo uresničita. Poklicala sta svojega velikega prijatelja, mogočnega zvezdnega čarovnika. Prosila sta ga, naj Sijo spremeni v človeško telo. Mogočni čarovnik sprva ni bil navdušen nad prošnjo. Veliko časa je že minilo od tedaj, ko je zadnjič opravil tako čarovnijo, saj si nobena zvezda tega že dolgo ni upala. Ni bil prepričan, ali bo čarovnija še delovala. Potem se je zatopil v svoje debele čarovniške knjige in po dolgem iskanju ter branju je našel zelo zapleten postopek spreminjanja zvezda v človeško telo. Malce ga je še skrbelo, saj je bila zvezdica najsijajnejša na nebu. Tako zelo sijočo zvezdico je še posebej težko spremeniti. Mogočni čarovnik je pomislil tudi na to, kaj se bo dogajalo na nebu potem, ko je ne bo več tam. Vendar sta očka Sonce in mama Luna že predlagala drugo najsvetlejšo zvezdico, ki bo nadomestila Sijo. Potolažila sta čarovnika, da bo na nebu prav vse v najlepšem redu. In tako je tudi bilo. Končno je prišel dan preobrazbe, ki ga je Sija tako težko čakala. K velikemu in mogočnemu čarovniku so jo spremile prav vse njene sestre in mamica Luna. Od žalosti, ker jih zapušča sestrica, najsvetlejša zvezda, niso mogle sijati. To niti ni bilo potrebno, saj je bil dan. Le očka Sonce ni mogel biti prisoten, saj je razsvetljeval dnevno nebo. A zaradi žalosti mu delo ni šlo najbolje od rok, zato je bilo nebo nad zemljo ta dan zelo oblačno. Zvezdica Sija je v najlepši obleki kot prava mala princeska pogumno stopila pred mogočnega čarovnika. Sestre so ji pot posule s cvetjem. Zaželele so ji radostno in srečno življenje na zemlji. Začele so peti najlepše pesmi, kar jih premore širno nebo. Mama Luna je v zadnjem hipu Sijo močno objela. Podarila ji je moč, da bo lažje premagovala vse težave in ljudem na zemlji delala same dobre stvari. Zašepetala ji je samo še to, kako zelo jo ima rada. Mogočni čarovnik je začel postopek spreminjanja. Bil je obdan s svojimi magičnimi knjigami. V velikem loncu je nekaj žaborelo in se kadilo. V rokah je držal veliko palico s srebrno konico iz čisto prave kamene strele, ki je oddajala mogočne žarke. Mahal je z njo po zraku in izgovarjal čudne stavke. Na koncu je na ves glas zavpil: Čin čiribim, abrakadabra, bum, bum, bum. In zvezdica Sija se je prelomila na pol. Bila je tako zelo pogumna, da ni spustila niti ene samcate solze. Njena želja je bila tako velika, da je stisnila zobe in pozabila na bolečino. Iz njenih dveh sijočih polovic sta nastali dve majhni pikici.
Na vetriču zlatega zvezdnega prahu, obsijanega z mogočno svetlobo sestric zvezdic, mame Lune in očeta Sonca, jo je odpihnilo proti zemlji. Leteli sta in leteli. Pesmi sestric zvezdic so se slišale vedno manj. Ko sta se že približevali zemlji, je zapihal močan veter in jo odpihnil vsako na svojo stran zemlje. Tako je ena pikica pristala v Ameriki, druga pa v Afriki. Samo za droben hipec sta bili malce žalostni, ker nista bili več skupaj. Zaradi velike želje po novih doživetjih pa sta na ločitev hitro pozabili. In tako so se začele njune zemeljske dogodivščine. V Ameriki, kjer je bilo nešteto visokih, svetlečih stolpnic, zgrajenih iz stekla in železa, je živela mlada ženska. Že zelo dolgo si je želela postati mati. In prav tistega dne se je končno zgodil pravi mali čudež. Začutila je, da se z njenim telesom nekaj dogaja. Zdravnik je potrdil veselo novico, da bo končno dobila dojenčka. Čez nekaj mesecev se je rodila zdrava deklica. Imela je velike, zvedave modre oči in sijoče svetle lase. Starši so bili presrečni. Zaradi njene posebne lepote so ji dali ime Bonnie. Ker so bili premožni, Bonnie ne bi smelo ničesar primanjkovati. Hodila je v najboljše šole. Postala je zdravnica. Poročila se je z najlepšim sošolcem s fakultete. Pa vendar je nekaj manjkalo in še sama ni vedela, kaj bi to bilo. Zelo je bila lepa. S svojim denarjem in zdravniškim znanjem je delala dobra dela. Redno je potovala iz Amerike na druge celine, kjer je bilo veliko revščine. Skrbela je, da je pomoč prišla v prave roke. A ni bila srečna. Ker je veliko potovala, sta se z možem odtujila. Tudi svojih otrok nista imela, zato sta se neke pomladi dokončno razšla. Bonnie se je še bolj zakopala v delo. Odločila se je, da se bo za nekaj časa preselila v Afriko in tam nadaljevala s svojimi dobrimi deli. Na drugi strani zemlje, v vroči Afriki, kamor je zemeljski veter ponesel drugo pikico, nastalo iz sijoče sije, se je odvijalo skromno življenje. Majhni kolibi, narejeni iz afriške zemlje, pokrite slamo, je živela družina z veliko otroki. Očka je bil vaški vrač in mogočni lovec, ki je vedno poskrbel, da je družina imela hrano. Mamica je skrbela za dom in številne otroke. In glej, no glej, pikica se je naselila prav v njenem trebuhu. Tako se je številni družini pridružil nov član. Mamica in očka sta bila zelo vesela, čeprav sta imela že veliko otrok. Saj sta dobila močnega dečka vranje črnih las in zeleno-rjavih oči. Poimenovala sta ga Gajo. Bil je pravi mali navihanec, ki z velikim veseljem sesal mamino mleko. Ko je malce zrasel, je storil marsikatero neumnost in starši so imeli z njim veliko več dela kot s drugimi otroki. Sosedje so se kar naprej pritoževali zaradi vragolij, ki jih je tako rad počel. Prav zaradi svoje nagajivosti pa se je moral Gajo že pri rosnih 10 letih pridružiti očetu pri lovu na živali. Oče vrač ga je naučil vseh umetnosti preživetja v skromnih afriških razmerah. Gajo je znal poiskati vodo in hrano v puščavi. Dobro se je naučil tudi osnov zdravljenja ljudi. In počasi je iz navihanega fantiča postal močan mož, ki je zelo rad pomagal svoji revni vasi. Zaradi njegove nadarjenosti za učenje so vaščani s prodajo svojih izdelkov zbrali denar in ga poslali v večje afriško mesto študirati. Gaju se je tožilo po domači vasi, naravi in njenih prostranstvih. Vendar je kljub temu pridno študiral. Zavedal se je, kako težko so vaščani zbrali denar za njegov študij. Že v zgodnjem otroštvu je videl lakoto in veliko pomanjkanje med svojim ljudstvom.
Zato se je po končanem študiju odločil, da jim bo z vsem svojim znanjem pomagal. Svojo posebno lepoto je sicer omrežil marsikatero dekle, vendar v nobeni ni našel tega, kar je iskalo njegovo srce. Nekako ni bil srečen. Tako se je Gajo nekega lepega dne vračal nazaj v svojo rodno vas z diplomo v žepu in polnim vozilom dobrot za sovaščane. Na poti je njegovemu staremu džipu nenadoma počila guma. Medtem ko se jo je trudil zamenjati, se je ob njem nenadoma ustavil konvoj vozil. Iz prvega vozila je stopilo čudovito dekle velikih modrih oči in svetlih las, ter ga v angleščini povprašalo po neki vasi in poti do nje. Gajo je popolnoma okamenel. Nikakor ni mogel odvrniti oči od modrooke lepotice. Srce v prsih mu je bilo kot ponorelo. Trebuhu je začutil ples metuljčkov. S težavo je zamenjal gumo na svojem džipu in šele tedaj se je zavedal, da lepotica sprašuje po njegovi rojstni vasi. Z največjim veseljem je vozil na čelu kolone konvoja. Tudi Bonnie je bil močni fant, tako zelo všeč, da kar ni mogla nehati misliti nanj. Vaščani so bili navdušeni, ko so videli, da se je njihov Gajo vrnil z lepo prijateljico in velikim tovorom pomoči. Takoj so opazili, da se med njima krešejo iskrice in zaplesali so jima obredni ples zaljubljencev. Bonnie in Gajo sta se zaljubile na prvi pogled. Končno sta našla tisto, kar sta tako zelo dolgo iskala, in dvoje src je začelo biti kot eno. Do konca svojih dni sta srečno živela skupaj. Potovala sta med Ameriko in Afriko in skupaj pomagala ljudem. Darovala sta veliko oblek, hrane in zdravil ter z veseljem predajala svoje znanje vsem, ki so to želeli. Kot sta skupaj srečno živela, sta zemljo tudi skupaj zapustila. Na starost sta neko noč mirno za večno zaspala. Ko sta njuni duši potovali iz teles, sta zaslišala nežno glasbo in šepet angelov. Njuno pot so posuli s cvetjem, ki je pelo in jo spremljalo. Nenadoma pa je petje postalo glasnejše. Obkrožil jo je neznansko močan svetleči sij, ki je njuni duši spet združil v eno najsvetlejšo zvezdo. Tako se je zvezdica Sija končno vrnila med svoje sestrice, k mami Luni in očetu Soncu. Priredili so jima pravo malo zabavo, na kateri se je kar kresalo od svetlobe. S pridnim in dobrodelnim delom na zemlji, kjer je bilo igranje z otroki hitro konec, si je zvezdica Sija zaslužila, da se je po mnogih letih končno vrnila nazaj na nebo, odkoder nam sije sem dol in na zemljo, prav vsako noč za nočjo. Kako čarobna pravljica. Pravljica, ki napolni naša srca z upanjem, ljubeznijo ter hvaležnostjo. Prav vsak trenutek je dragocen in vsakdo izmed nas ima posebno mesto v tem čudovitem svetu, svetu, ki ga osvetljujemo vsak s svojim sijajem. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zelo čudni pravljici z naslovom Mala Blani in pogumna Murva, ki jo je prav tako napisala avtorica Bella Weaver. Blani se namreč preseli iz velike Ljubljane v vas in se tako sooča s številnimi izzivi. A Blani je pogumna, predvsem pa srčna in tako je uspešno zakorakala novim izzivom naproti. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte. Vsak izmed nas naj svojo svetlobo prinaša lepoto ter upanje v svet, kot so to počele zvezdice na nebu. Pošiljam vam zvezdnati pozdravček. Čau, čau. Bravo, Sija. Zelo lepa pravljica.
Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo čudovito pravljico poklanjam zvestima poslušalcema pravljic Piji in Žigu. Ko sonce zaide in se nebo obarva v temne odtenke, na nebu zasije luna, čarobna, skrivnostna in polna zgodb. Njena svetloba osvetljuje nočne poti, uspava naravo in prebuja domišljijo. Le kako bi bilo, če bi luna kar naenkrat izginila in bi namesto njenega izjemnega srebrnega sija gledali le v temno praznino. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Pijini in Žigovi pravljici z naslovom Dan, ko je izginila luna. Tistega dne, ko je izginila luna, se je Nace hotel igrati z vrvjo, Pika pa bi raje skakala na trampolinu. Na trampolinu lahko samo skačeš, je izjavil Nace prezirljivo. Vrv pa se zdi za igro tako neuporabna, mu je zdolgočaseno odvrnila Pika. Vsa zasanjena je dahnila. S trampolinom lahko poletiš vse tja do neba. Tedaj se je Nace zakrohotal in rekel: Ne pa ne, zato pa lahko z vrvjo ujameš luno. Pika se je razjezila, postala vsa zaripla ter se razburjala. Česa tako neumnega še nikoli nisem slišala. Vnel se je prepir in besedi je sledila beseda. Tistega popoldneva se Pika in Nace prvič po več tednih nista igrala skupaj. Pomembnejše jima je bilo, kako bi v prepiru čim bolj prizadela drug drugega. Nace je globoko zajel sapo. Piko je pogledal z velikimi očmi in ji zabrusil: Veliko bolje se je igrati brez tebe in še zabavnejše je. To seveda ni bilo res, ampak Nace to ni bilo mar. Hotel je, da bi se Pika jezila vsaj toliko, kot se je jezil sam. Pika se je res jezila. In še kako. Jezila se je tako močno, da je stisnila dlani v pesti, se obrnila, ne da bi še kaj rekla, in zbežala proč. Sicer je bila Pika Nacetova najboljša prijateljica. Nacetu se je zdel še en sam dan brez nje neskončno dolg in brezupno prazen. Toda zdaj mu ni bilo mar za to. Trmasto je zamrmral. Se bom pač sam igral svojo novo vrvjo. Sprva je Nace preskakoval vrv, vendar se je kmalu začel dolgočasiti. Potem je vrv privezal na drevo in jo močno povlekel. Bilo je kot pri igri vlečenja vrvi, ampak mnogo boljše, saj ni bilo poraženca. Vendar tudi zmagovalca ne, kar se je Nacetu zdelo enako dolgočasno. Pozneje je iz vrvi napravil zanko in jo vihtel kot laso nad glavo. Najprej je z njim ujel štor, potem celo kamen. Vendar se je vrv zapletla in Nace se je sam ujel v zanko. Pri tem je padel. To ni bilo prav nič zabavno. Počasi se je zvečerilo. Sonce je izginilo za drevesi na hribu, na nebu pa je posijala bleda luna. Zdaj je Nace hotel poskusiti nekaj čisto posebnega. Nekaj, kar mu bo Pika zavidela. Mogoče bo pa zabavno. Vrv je začel vihteti nad glavo kot laso, hitreje in hitreje. Nato jo je izpustil. Poletela je visoko, letela vse više in više in nazadnje se ovila okrog lune. Nace je povlekel vrv in ko je bil prepričan, da ga bo zdržala, se je usedel na gugalnico. Vrv se je še tesneje ovila okrog lune.
Nace se je začel gugati. Gugal se je hitreje in više kot kdajkoli prej. Gugal se je na Luni. Nace ni mogel verjeti svoji sreči in je glasno vzkliknil v noč. Gugam se na Luni! Toda nihče ga ni slišal. Nihče ni videl, kako se je Nace gugal na Luni. To ga je strašno ujezilo. Splezal je z gugalnice, jezno udaril z nogo ob tla in silovito potegnil zavoro. S tolikšno silo, da je Luno utrgal z neba. Joj, prejoj. Groza. Luna je štrbunknila v travo pred njim in le še bledikavo svetila. Ojoj, tega nisem hotel, je prestrašeno zašepetal Nace. Resnično ne. V strahu se je oziral naokrog. Okna v hiši so bila osvetljena, vendar nihče ni videl, kaj je zakrivil Nace. Ne še. Nace je vedel, da bodo ljudje opazili, tedaj bi se jezili nanj. Upravičeno. Kakšna bi vendar bila noč brez Lune? Bila bi mrzla in temna kot črna luknja. Luna mora nazaj na nebo. Ampak kako naj to naredi? Luna ni imela zanke za obešanje in tudi na nebu ni bilo kavlja. Ravno tedaj ga je mama poklicala k večerji. Luna mora izginiti, je pomislil Nace. Ozrl se je naokrog. Mogoče bi jo lahko skril za grmovje. Toda kaj, če jo bo kdo našel in odnesel s seboj? Potem bi bila za vselej izgubljena. Mogoče bi jo moral skriti v uto. Bila je tako stara, da je les že nekoliko preperel. Tja gotovo nihče ne bo vstopil. Nace je Luno s težavo zakotalil in potisnil v uto, zastrl zavese in zapahnil vrata. Brž je stekel nazaj k hiši. Ko se je znova obrnil, je videl, kako je iz ute žarela medla svetloba. Upam, da nihče ne bo opazil, je pomislil. Upam, da nihče ne bo opazil Lune v uti. Po večerji je Nace z molko napolnil vrečko in jo skupaj z žvigalicami vtaknil v hlačni žep. Iz sobe je vzel raketo in se skrivoma splazil ven v temo. Zmešal je moko in konice vžigalic. Nato je iz ute izvlekel Luno in jo privezal na raketo. Nace se je še enkrat ozrl. Vse je bilo mirno, nikjer ni bilo žive duše. Brž je prižgal vžigalno vrvico na raketi. Raketa se je stresla in zaropotala, sikalo je in se kadilo. Potem se je dvignila v zrak. Let ni trajal dolgo, saj je raketa zelo hitro padla nazaj na vrt. Luna je bila pretežka. Nace je bil besen. Strašno se je jezil na raketo in na Luno. In na Piko, ker se je vse to zgodilo samo zaradi nje. Gotovo obstaja še kakšna druga rešitev, je pomislil Nace, vedno obstaja kakšna rešitev. Ampak kakšna? V uti je odkril dolgo lestev. To je bila rešitev. Brž je lestev prislonil ob uto in Luno odkotalil do nje. Luna je bila težka, zelo težka. Vendar to Naceta ni motilo. Luna mora nazaj na nebo, je zamomljal. Tja mora, še preden bodo ljudje pogledali v nebo in se spraševali, kje je. Nace si je Luno naložil na ramo in splezal na lestev. Letev za letvijo se je s težavo vzpenjal. Luna je postajala vse težja. Kmalu ga je začela boleti rama, potem še noge. Toda Nace ni odnehal. Kmalu je dosegal najvišjo letev.
Tam je z obema rokama prijel luno in jo podržal visoko nad glavo, kolikor je mogel. Bilo ga je strah. Lestev je bila veliko prekratka. Luna nikoli ne bo prišla nazaj na svoje mesto. Hudo se je jezil na luno, na lestev, na uto in na Piko. Ja, še posebej na Piko. In zdaj? Kaj bo rekel svojim staršem, če ga bodo vprašali? Kaj bo rekel drugim ljudem, če ga bodo vprašali? Kje je naša Luna? Bodo vprašali. Kako naj prebrodimo noč brez Lune? Bodo vprašali. Zakaj si to storil? Bodo vprašali. Ker sem hotel nagajati Piki, je tiho zašepetal Nace. Iz oči so mu privele solze, zaihtel je. Nekaj časa je takole sedel v travi, ko je za seboj nenadoma zaslišal glas. Ti lahko pomagam? Bila je Pika. Naca se je obrnil in upal, da ne bo videla Lune. Rekla si, da se ne boš več igrala z mano, je zamomljal Nace. Ti si rekel, da se nočeš več igrati z mano, je rekla Pika. Nace je že hotel nekaj reči, a se je raje ugriznil v jezik in pomislil, da je včasih boljše biti tiho. Stisnil je ustnice in molčal. Tudi Pika je molčala. Naceta je prijela za roko in potem sta skupaj pogledala Luno, da nato še v nebo. Pikine oči so se zasvetlikale. Spraviti jo morava na hrib, je rekla. Nace je pogledal proti hribu in vedel je, da ima prav. Nace in Pika sta Luno naložila na lesen voz in jo zvlekla na hrib. Ljudje za osvetljenimi okni so strmeli v migetajoče zaslone, se pogovarjali ali igrali. Nihče ni pogledal v nebo. Kakšna sreča! Tako nihče ni opazil, kako sta Pika in Nace na vrhu hriba skupnimi močmi dvigovala Luno v zrak. Dvignila sta jo, kolikor sta le mogla. Vendar ni zadostovalo. Postavila sta se celo na prste, a preprosto ni bilo dovolj. Vsi se bodo jezili name, je rekel Nace razočarano. Nihče se ne bo jezil nate, je odgovorila Pika. Saj še nisva poskusila vsega. Nace ni vedel, kaj je imela Pika v mislih. Pika je stekla k trampolinu in splezala nanj. Nace je sledil in se tudi sam povzpel na trampolin. Drži jo, je rekla. Nace jo je ubogal. Oba sta držala Luno in se trudila, da bi z njo skočila čim višje v nebo. Bilo je težko, a jima je uspelo. Sprva sta poskočila samo malo, potem vsakič vedno višje. Sprva sta poskočila samo malo, potem vsakič vedno višje. Kmalu sta Pika in Nace skakala skupaj z Luno. Kaj pa zdaj? Je vprašal Nace. Zapri oči in skači naprej, je rekla Pika. Nace je zaprl oči. Skakala sta naprej, više in više. Ko sta bila tako visoko, da jima je veter tulil v ušesih, je Pika zaklicala. Zdaj! Tedaj sta Luno spustila iz rok. Ko sta spet pristala na trampolinu, sta odprla oči in pogledala v nebo. Visoko nad njima je lebdela Luna in močno svetila. Nacetu se je zdelo, da je žarela celo svetleje kot poprej. Iz oddaljenih hiš so Piko in Naceta klicali starši.
Njima pa ni bilo mar. Nista se pustila motiti. Lepo, da si spet z mano, je rekel Nace. Prijatelji nikoli ne izginejo popolnoma, je rekla Pika in ga prijela za roko. Nace je pokazal na vrv in zamomljal. Imel sem prav, da z njo lahko ujameš luno. Tudi jaz sem imela prav, je rekla Pika in se nasmehnila. S trampolinom lahko poletiš vse tja do neba. Ja, je rekel Nace, pokimal in razmislil o celem dnevu. O dnevu, ko je izginila luna. Potem je rekel: ampak brez prijatelja vse skupaj ni vredno nič. Tedaj je Pika Nacetovo roko stisnila še nekoliko močneje. Konec in nov začetek. Bravo, Nace in Pika, za čarobno zgodbo o vajinem prijateljstvu. In še kako držijo Nacetove besede. Brez prijatelja vse skupaj ni vredno nič. In tako svet postane svetlejši, ko znamo prisluhniti drug drugemu ter si priskočiti na pomoč, ko je to potrebno. Prav zares čudovita pravljica za Pijo in Žiga. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici filmskih junakov Lili in Žvirca, Prijatelja za zmeraj. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček Piji in Žigu, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam prijateljski pozdravček. Čau, čau. Bravo. Skupnimi močmi vama je uspelo. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami zgodba o prikupnem Ježku Snežku, ki ga zagotovo že poznate. Namreč Ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni. Otroci, ali veste, kaj je suša? Suša je naravni pojav, pri katerem zaradi pomanjkanja dežja zemlja postane suha, rastline ne morejo rasti, živali pa težko najdejo vodo za pitje. Dolgotrajna suša lahko povzroči veliko težav v naravi in celo poveča možnost za nastanek požarov. Požari v naravi so lahko zelo nevarni, saj se zaradi suhe trave, grmičevja in dreves hitro širijo in lahko ogrozijo življenje ljudi in živali ter uničijo domove. Zato moramo biti v sušnem obdobju še posebej previdni. V tokratni zgodbi nas bo Ježek Snežek podučil, kako ravnamo, če v naravi opazimo požar. Zgodbo Ježek Snežek in suša je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa Lutkono gledališče Frufru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in suša. Poletje je. Dnevi so dolgi in vroči. Z Ježkom Snežkom sva na počitnicah pri babici in dedku. Na začetku sva vsak dan čofotala v bazenčku na vrtu. Zdaj pa je tega konec, ker moramo varčevati z vodo. To pomeni, da jo uporabljamo le za pitje, kuhanje, umivanje. Zakaj? Vprašam Ježka Snežka, ki mi zna vedno vse razložiti. Ker je suša,
mi odvrne. Kaj je to suša? Sprašujem. Poglej okoli sebe, mi pravi. Trava se je posušila in zemlja je razpokala. Rastline na njivah so uničene, gozd za hišo pa je rjav, kot bi bila jesen. Veš, suša nastane, kadar dolgo ni močnega ali daljšega deževja. Vode, ki je pod zemljo in ki se ji reče podtalnica, že močno primanjkuje. Rastline brez vode ne morejo živeti. Če ne dobijo dovolj, se začnejo sušiti in odmrejo. Tudi ljudje in živali ne moremo brez vode. Zaskrbi me. Kdo pa bo zalil rastline? Ježek Snežek pokaže v nebo in pravi: oblaki. Pogledam gor. Ampak na nebu je le vroče sonce. Nikjer niti oblačka. Zvečer si z Ježkom Snežkom pogrneva odejo na travi. Leživa in gledava zvezde. Ena nenadoma poleti čez nebo. To je utrinek, zašepeta Ježek Snežek. Kadar vidiš utrinek in si v mislih kaj zaželiš, se to potem uresniči. Tako verjamemo mi, ježi. Zaželim si, da bi prišli oblaki in na zemljo poslali dovolj dežja za vse. Po televiziji in radiu opozarjajo, da je med sušo prepovedano kurjenje ognja v naravi zaradi velike požarne ogroženosti. Kaj to pomeni? Vprašam Ježka Snežka. To pomeni, da najin taborni ogenj za zdaj odpade, odločno pove Ježek Snežek. Kako to misliš? Razočarano vprašam. Vsako poletje ga zakuriva. Babica in dedek sta vedno zraven z vedrom vode. Ježek Snežek odkima. Ne bi nič pomagalo. Pri taki suši že najmanjša iskrica bliskovito zaneti požar. Požar? Misliš tisto rumeno zver z rdečimi očmi, ki je lani ustrahovala naš blok? Živijo takšne zveri tudi v naravi? O, seveda, mi pritrdi Ježek Snežek. V naravi zrastejo še mnogo večje in lahko pogoltnejo cel gozd. Njihova priljubljena hrana so suhe rastline, teh pa zdaj ne primanjkuje, kaj ne? Postane me strah. Čez nekaj dni se nad gozdom pojavi črn dim. Dedek priteče v hišo in vidim ga, ko pokliče na številko 112. Vem, da se na to številko sporoči, ko se zgodi nesreča. Slišim, kako razlaga, da je del gozda blizu nas zagorel. Nekdo je kljub prepovedi zakuril veje. Rumena zver z rdečimi očmi je res prišla. Z Ježkom Snežkom gledava, kako drvijo mimo gasilci z vozili, polnimi vode. Seveda, rumena zver z rdečimi očmi sovraži vodo. Kako nenavadno, pomislim. Rastline in mi pa vodo nujno potrebujemo za preživetje. Nečesa se domislim. Zvečer gledam nočno nebo. Babica me kliče noter. Pozno je, moram spat. Samo še malo. V tistem trenutku zasveti utrinek. Zaželim si, da bi oblaki, ki so na poti in tudi k nam prinašajo vodo za žejne rastline, prinesli še več vode, da bi z njo premagali rumeno zver z rdečimi očmi. Utrinek ugasne. Naslednji dan se dim razširi. Ježek Snežek odide na pomoč živalim v gozdu, jaz pa gledam v nebo in čakam oblake. Namesto njih zagledam helikopter. Zviška zliva vodo na rumeno zver z rdečimi očmi in tako pomaga gasilcem na tleh.
Vse to se mi zdi zelo razborljivo. Toda babica in dedek mi zvečer povesta, da se je požar preveč približal in smo v nevarnosti. Mamica in očka bosta prišla, da nas odpeljeta na varno, domov. Zajokam. Rumena zver z rdečimi očmi nas je premagala. In ježek Snežek me je zapustil, ravno ko ga najbolj potrebujem. Pa tudi oblaki sploh niso prišli. Babica me spravi spat, potem da jo jokam in smrkam. Potem pa se odprejo vrata. Pokukam, kdo je. Moj ježek Snežek. Od veselja skočim s postelje. Vrnil si se. Objamem ga, on pa hiti razlagat. Rešeni smo. Gasilci so ustavili požar. Pa veš kako? Na pomoč so jim prišli oblaki. Oblaki? Res dežuje? Že sem pri oknu. Temno je, nič ne vidim. Ježek Snežek mi šepne. Poslušaj. Zaslišim šumenje. Odpreva okno in na najine dlani se vsujejo debele dežne kaplje. Dežuje, dokler rumena zver z rdečimi očmi ne ugasne. In dežuje, dokler se rastline ne napijejo vode. Dežuje ves dan in vso noč. Potem se težki sivi oblaki spremenijo v bele puhaste oblačke. Razkropijo se in izginejo tako skrivnostno, kot so se pojavili. Danes z ježkom Snežkom ne čofotava v bazenčku na vrtu, ampak po lužah okoli hiše. Obula sva škornje. Kdo bo skočil tako, da bo bolj poškropil drugega? Potem se spomnim in vprašam ježka Snežka. Misliš, da so oblaki res prišli zato, ker si se jaz tako želel, ali pa so bili že prej namenjeni sem? Ježek Snežek se nasmehne in pravi. Povedal sem ti, kaj verjamem o ježi. Kaj pa ti misliš? Bravo, ježek Snežek, za umirjenost in odlično razlago. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako pravilno ravnamo ob požaru v naravi. Najpomembneje je, da ostanemo kar se da mirni, brez panike, da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe, ter se čim prej umaknemo na varno. Z odgovornim ravnanjem lahko vsak izmed nas pomaga zaščititi naravo in preprečiti nevarnost. Otroci, predlagam, da si vzamete čas in skupaj s starši, učitelji ali vzgojitelji rešite kviz in preverite svoje znanje o ravnanju v primeru požara v naravi. Verjamem, da ne boste imeli težav pri izbiri pravilnih odgovorov. Skupaj z ježkom Snežkom vam želiva veliko znanja. Bravo, ježek Snežek. Pozdravljeni, dragi otroci, ponovno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes bomo odpotovali v nebo in pokukali, kako se imajo kaj zvezde, ki nam po noči svetijo. Mislite, da se jim kaj zanimivega dogaja? Ja, tudi meni se zdi, da jim dolg čas zagotovo ni. Pa širimo se. Otroci, udobno se namestite in prisluhnite pravljici z naslovom Zvezdica zaspanka, ki jo je napisal slovenski pisatelj Frane Milčinski Ježek, za ilustracije pa je poskrbel Gorazd Vahen. Zvečer, ko se mi pomalem že odpravljamo spat, se na nebu zvezde zbudi. Pomanejo si oči, iz belih meglici natočijo rose in si v njej umijajo svetla lica. Počešejo si srebrne lase, potem pa se odpravi vsaka na svoje mesto na nebu.
da bo tamkaj svetila vso dolgo noč. In svetijo z neba, velike in majhne, stare in mlade, svetijo in ljudem veselje delajo. In vsako noč, prej ali slej, priveslane nebo boter mesec. Jadra čez nebo in šteje. Šteje te milijarde zvezd. Vsako noč jih znova prešteje, če ne mara, katera ne manjka. Včasih pridrvi čez nebo kurir, pismonoša repatec. Kot svetla črta šviga čez nebo in prenaša pošto od zvezde do zvezde. Zvezde pa se blešče, otrokom uspavanke pojo, mornarjem kažejo pot skozi valove morja in pesnikom svetijo v srce, da jim laže izpod peresa teče rima. Zdaj pa, če vas ni strah in če se vam ne bo zvrtelo v glavi, stopite z menoj gor na nebo, da si pobliže pogledamo, kaj zvezde počno. Tu smo torej na nebu. Nekatere izmed zvezd že stoje na svojih mestih, manejo si zaspane oči, češejo srebrne lase in klepečejo med seboj. Druge šele prihajajo od nekod iz vsemirja, iz svojih počivališč. In ko so končno vse tu, zapojejo pesem srebrnih zvezd, da zažari vse širno nebo. Svetimo, svetimo, zvezde srebrne, spanec oči naj otroku zagrne. Svetimo, svetimo, zvezdice zbrane, varno mornarji plujo naj v pristane. Svetimo, svetimo, zvezdice z neba, pesniku rima naj teče kot treba. Pesmi vesele naj bodo, ne črne. Svetimo, svetimo, zvezde srebrne. Tedaj pa, čuj, hoj lala! To je komet repatec, kurir in pismonoša vesoljnega neba. Trobi v svoj poštarski rog in prenaša novice po širnem vsemirju. In ko privihra do naših zvezdic, vse hkrati hitijo spraševati. Komet repatec, postoj, postoj! Kaj je novega na svetu? Povej nam! Si nam prinesel kaj novic? Komet repatec pa se le prešerno smeje. Zvezde ščiplje v svetla lička in jim kuštra srebrne lase. Zvezde pa ne odnehajo. Povej nam, povej, novice, novice! Končno se repatec omehča in jim pove. Novice? Ho, pač. Na zemlji je nekaj narobe. Se čudijo zvezdice. Poslušajte, kaj sem videl, ko sem letel nad zemljo. Ko sem letel nizko, tik nad zemljo, toliko, da nisem svojim ognjenim repom dimnikov omedel, sem videl tole. Otroci jokajo in ne morejo spati. Mamica jim daje kamilic in kumine, a otroci jokajo kar naprej. Ne morejo spati in vsi gledajo nekam gor v nebo. Jedeta, se čudijo zvezdice. Le kaj bi to bilo, da otroci ne spe? Pa to še ni vse, nadaljuje repatec. Poslušajte. Ko sem letel dalje, tik nad zemljo, sem videl tole. Sredi morja valov so mornarji zgrešili pot. Barka jadra sem in tja, a obale ne najde. Ne obale, ne luke, kjer bi spustila sidro. Tava, zgubljena barka sredi morja. A vsi mornarji gledajo nekam gor v nebo. Čudno, se čudijo zvezde. Odkar svet stoji, so mornarji po zvezdah našli pot. Danes pa so se zgubili sredi morja. Le kaj bi to bilo? Pa to še ni vse, nadaljuje repatec. Poslušajte. Ko sem letel dalje, tik nad zemljo, sem videl tole. Ob oknu pesnik sloni. Pesmi zlaga, pa mu ne gre in ne gre.
nohte grize, peresnik lomi, pa ne najde rime na besedo lonec. Jezi se, peresnik grize, nohte lomi in gleda nekam gor nebo. Hej, se čudijo zvezde. Od vekomaj smo bile pesnikom v pomoč, nocoj pa mu to ne gre in ne gre. Čudno je vse to. Vse je narobe na zemlji. Res pravi cirkus, pritrdi repatec. Potem zvezde v lička vščipne, jim laske razkuštra in oddrvi prek širnega neba. Tedaj pa iz daljave prijadra boter mesec in prešteva svoje črede srebrnih zvezd. In čeprav jih je na milijarde in milijarde, ima vse natančno preštete in dobro ve, kje mora svetiti katera zvezda. Ko je torej nocoj prijadral v naš kotiček Semirja, je opazil, da se mu število ne ujema. Saj smo vse, zagotavljajo zvezdice. Niste vse, reče mesec. Bom pa že vedel, 3 milijarde, 5 milijonov, 723 tisoč 594. Tu se število zvezd ne ujema. Ena zvezda manjka. Kdo tu manjka? Takrat pa se iz daljave zasliši glasek. Že hitim, že letim. Kuku, sem že tu. Zvezdica zaspanka, reče v en glas. Spet je zaspala in zamudila službo na nebu. Takoj se vsem posveti, zakaj je na zemlji vse narobe. Zaradi nje otroci jokajo in ne spijo. Mornarji ne najdejo poti, pesniki pa ne rime na besedo lonec. Na nebu jim je manjkala zvezda, pa se jim je vse zamešalo. Zakaj si spet zaspala? Jo šteje boter mesec. O, botrček, ko sem pa tako lepo sanjala, da nisem bila nič več tako majhna, neopazna zvezdica, temveč da sem rasla in rasla, vse večja sem bila in vse bolj svetla in nazadnje sem bila svetlejša kot sama zvezda Severnica. In vsi ljudje so po meni ravnali svojo pot. O, ti domišljavka, so zvezde planile po njej. Severnico se primerja, pa taka smrklja, stara komaj 3 milijone let. Zvezdica zaspanka, to pot ti kazen ne uide, se odloči boter mesec. Saj bom pridna, boter mesec, nikoli več ne bom zaspala. Ah, to vedno obljubljaš, pa spet in spet zaspiš. Potem se pa na zemlji vseh sort komedije godijo. Za kazen boš 3 dni pometala rimsko cesto, odloči boter mesec. Joj, kako lepo, se razveseli zvezdica zaspanka. Šla bom od enega kraja do drugega in bom na dolgo in široko pometala tisti srebrni prah. Joj, kako se veselim. Kaj? Se začudi boter mesec. Veseliš se? Potem pa nič. Kazen mora biti vzgojna. Če se veseliš, ni vzgojno. Drugo kazen ti bom določil. Jo že imam, na zemljo pojdeš. Kaj? Na zemljo? Tja pa že ne, je zajokala zvezdica zaspanka. Tam so zobni zdravniki. Nič ne pomaga. Na zemljo greš in ostala boš tamkaj, dokler ne boš dokazala, da si dovolj pametna za službo na nebu. In tako se je zvezdica zaspanka pripravila na pot. V culico je dala hlebček kruha za popotnico, na glavo pa si je navezala ruto. Sam boter mesec si je potisnil pod ruto zlat kodrček in jo posvaril. Na zemlji nikomur ne pripoveduj, da imaš zlate lase. Kaj ti zlato? Rado pri ljudeh pohlep rodi. Potem je boter mesec poklical repatca in mu naročil, naj zvezdo ponese na zemljo. Zvezdica zaspanka mu je štupo ramo zlezla na hrbet. Nasvidenje, boter mesec, nasvidenje, sestrice zvezdice, je jokala zvezdica zaspanka
in smrkala. Nasvidenje, so zvezde žalostno mahale v slovo in gledale za kometom Repatcem z drobnim bremenom. Boter mesec pa si je skrivaj obrisal solzo. In tako je odnesel komet Repatec zvezdico Zaspanko na zemljo. Močno se ga je držala za ognjeno grivo, da mu ne bi zdrknila s hrbta in padla kdo ve kam v vesolje. Komet Repatec je kot ognjena črta rezal nebo. Le tu in tam se je za trenutek ustavil, s kakšno zvezdo pokramljal, jo v lička uščipnil in ji lase razkuštral, pa spet odletel naprej čez širno nebo. Zaspanka pa si je v rokav brisala solze in kdaj pa kdaj še svečko iz nosa. Robec je namreč pozabila. Tisto noč so ljudje videli, da je svetal utrinek preklal nebo. Pa se niso kaj prida zmenili za to. Utrinek, kot jih je na tisoče v taki poletni noči. Ko pa je noč minila in so šle že skoraj vse zvezde spat, le še zvezda Danica je bila tam nekje, kot kristalni žebljiček pribita na nebo, sta Repatec in Zaspanka prispela na cilj. Zvezdica Zaspanka mu je zlezla s hrbta, pobožala ga je za slovo po žarečih licih in ga pocukala za ognjeni rep. Repatec pa je s čela popravil zlate lase, ki so ji bili med potjo zlezli izpod rute, in jih skril. Potem se je poslovil in spet zdrvel visoko navzgor, tako rir in pismonoša vesoljnega neba. Zvezdica Zaspanka je ostala sama. Gledala je gor v nebo in klicala: Kje ste, sestrice zvezdice? Kje si, boter meseček? Žalostna in sama se je zvezdica Zaspanka s culico v rokah odpravila po cesti. Šla je kar tako v dan in prišla do velikega mesta. V mestu je bil semenj in na semnju je bilo poleg kupcev in prodajalcev še kup znamenitih komedij. Morska deklica, grofica z brado, pajek s človeško glavo, krokodil iz reke Nil, nagačeno tele z 2 glavama. Pa so komedijantski klicari vabili lepo in sladko. Na srce so ti trkali njihove besede, da nisi mogel drugače, pa si odštel solt ali 2 in stopil v šotor pogledat grofico z brado in krokodile iz reke Nil in nagačeno tele z 2 glavama. Prav semkaj, v sredo vseh teh znamenitih komedij, je pot zanesla tudi zvezdico Zaspanko. Vse posod svetijo pisane lučke in lajne lepo pojo. Zvezdica Zaspanka se preriva med ljudmi in strmi. Tu so strelišča, vrtiljaki, gugalnice in tam so razvrščeni šotori. Pred enim telovadi opica, pred drugim vrešči papiga. Zvezdica Zaspanka jo spoštljivo pozdravi in vpraša: Prosim lepo, gospa papiga, mi lahko poveste, kje bi lahko prespala nocoj? Čevelj, čuri, muri, vrešči papiga in se suče na levo in desno. Zvezdica Zaspanka vidi, da ne bo čakala odgovora. Ustavi se pred šotorom, kjer klicar vabi ljudi, naj si ogledajo ognjenega moža. Živi mož, ki je živi ogenj, za zajtrk ogenj, za kosilo ogenj, za večerjo ogenj. In če je lačen, dobi ogenj še za malico. In res, tam za reklamo stoji ognjeni mož. In zvezdica Zaspanka vpraša ognjenega moža: Prosim, gospod ognjeni mož, mi lahko poveste, kje bi lahko prespala nocoj? Ne vem, punčka, jaz nisem od tod doma. In zvezdica odtava dalje. Počasi se je že zvečerilo. Zaspanka pa še ni vedela, kam bo položila glavo na noč. In ko je tako sama
in zapuščena tavala po semnju, je prišla do zvezdogleda. Klical in vabil je ljudi. Gospoda, postojte! Poglejte skozi najljubši daljnogled sveta za pičla 2 solda. Videli boste mesec čisto od blizu, kakor na dlani. Zvezdica zaspanka je komaj verjela svojim ušesom. Mesec, boter meseček, kakor na dlani. O, je zaprosila, naj pogledam skozi vaš daljnogled. Poglej, kar poglej, samo 2 solda plačaj prej, je rekel zvezdogled. Kje pa naj jo dobim? Še nikoli nisem videla solda. Potem se pa spravi s poti in daj prostor drugim. Tako rada bi videla mesec. Čisto malo bi pokukala, je prosila zvezdica zaspanka. Zastonj ni nič. Zastonj ni meseca, je bil trdosrčen zvezdogled. Veste kaj? Tule v culici imam zavit hlebček. Lačna sem, hudo sem lačna. A vam ga dam, če le lahko pogledam mesec? Za hlebček ni nič. Za hlebček ni meseca. Že vem, se je domislila zaspanka. Povedala vam bom veliko skrivnost. Nihče ne sme slišati, razen vas. Čisto potihem vam jo bom povedala. In zašepetala mu je v uho svojo skrivnost. Ne slišim te, govori glasneje, je zagodrnjal zvezdogled. Zvezdica mu je zašepetala nekoliko glasneje, a zvezdogled, ki je bil naglušen, je še zmeraj ni razumel. Pa se je opogumila in povedala na glas. Jaz imam zlate lase in če mi dovolite, da pogledam mesec skozi daljnogled, vam dam tak zlat las. Zvezdogled sprva ni hotel verjeti, potem pa se je le nagnil nad njo in ji snel ruto. Zableščali so se zlati lasje in obsijali šotor. Ja, pa imaš res zlate lase in tak zlat las ti lahko izpulim, če ti dovolim pogledati skozi daljnogled. Lahko, toda samo enega in ne najdaljšega. Izpulil je torej zvezdogled zlat las. Au! In si ga občudujoče ogledoval. Kakšen lep zlat las. No, zdaj pa le poglej skozi daljnogled. Blizu, čisto blizu, kakor na dlani, je jadral čez nebo boter mesec. 3 milijarde 7 milijonov 345 tisoč 523. Mesec, boter meseček, ga je klicala zvezdica zaspanka. Ali me slišiš, boter meseček? Kaj delaš? Kaj počneš? Ah, štejem. Zvezde štejem, pa mi ena vedno manjka. Zvezdica zaspanka. Zvezdica zaspanka bi se rada še pogovarjala, tudi zvezdogled jo je odganjal. Dovolj, daj še drugim prostor. Saj že grem, striček. Ho, vse sem slišal. Tanka ušesa ima razbojnik Ceferin. Tale punca ima zlate lase. Tole bo plen zame. Joj, otroci, ta razbojnik Ceferin pa res ni v načrtu, ker sam se je vtaknil v pravljico, nihče ga ni klical. Za šotorom je bil skrit, pa je vse slišal. Pozor, tu moramo biti previdni, bomo videli, kaj namerava. Ho, veste kaj, tole punče bom premamil, da bo šla z mano v moj brlog. Tako ali tako ne ve, kam spat. Ponudil ji bom svoje ležišče in ko bo zaspala, ji bom odstrigal zlate lase in jo popihal. Ampak gorječe me izdate. Samo besedico, pa bom stopil iz knjige in svojimi umazanimi škornji potacal ves pot. Otroci, zdaj pa le pazite. Če bi Ceferin res prilomastil iz knjige, jo bliskovito zaprite, da razbojnik ne bo mogel več vanjo.
Potem pa pokličite mamo in očeta in dedka in babico in gospoda policaja in vsi skupaj ga bodo naučili, kako si je treba odčediti škornje, če se stopi v tuje stanovanje. Premamil je torej razbojnik Ceferin zvezdico Zaspanko, da je šla z njim v njegov brlog. Pa je bil ta Ceferin prav poseben razbojnik, ne tak navaden, kot jih srečate v drugih pravljicah. Imel je namreč kamen namesto srca. In tisti kamen tam notri mu prav nič ni bil, kot nam bije srce, temveč mu je njen in mrzel ležal v prsih. A tu si torej doma, Ceferin? Tukaj da, to je moj brlog. Kako imaš vse razmetano in nastlano in umazano. Te nič srce ne boli, ko mora živeti v taki kolobociji. Mene, Ceferina, srce boli, ti si pa res tepka. Jaz vendar nimam srca. Kamen imam na mesto srca, da veš. Na, poslušaj. Zvezdica Zaspanka je naslonila glavo na Ceferinove prsi. In res, gluha tišina je bila tam notri. Ali slišiš, da nič ne slišiš? To mora biti pa hudo, kaj? O ja, je prikimal Ceferin. Kadar sem sam, mi je zelo dolg čas, ko v prsih ne slišim tistega tik-tak, tik-tak. No, zdaj pa pojdi spat. Oj, kako umazane nohte imaš, je kar streslo zvezdico Zaspanko. Da te ni sram, daj sem roko, da ti jih postrižem. Le kaj ti pride na misel? Razbojnik s postriženimi nohti? Pojdi že spat, no. Skuštran si pa tudi tako. Kaj, nimaš glavnika? Ne, glavnika pa nimam, je priznal Ceferin. Ko sem mami ušel v doma in sem šel med razbojnike, sem glavnik pozabil doma. Ja, zakaj pa mami ne pišeš, naj ti pošlje glavnik? S tako grivo vendar ne boš hodil po svetu, saj se da bodo vsi ljudje preveč bali. Da bi mami pisal poglavnik? Se je začudil Ceferin. Ne more mi pisati, prav res da ne. Ja, zakaj pa ne? Ja, če se piše mami, je vendar treba na začetku napisati ljuba mama. Jaz pa ne znam napisati besede ljuba. Ne znaš napisati besede ljuba? Čudno, se je začudila zvezdica Zaspanka. Potem pa se je domislila. To bo nemara kaj v zvezi s tistim tvojim kamnom v prsih. Že mogoče, je kimal Ceferin. Ampak zdaj se mi pa res zgubil posteljo in zaspi. Veš kaj, Ceferin, ni odnehala zvezdica Zaspanka. Najprej te bom naučila pisati besedo ljuba, da boš lahko pisal mami za glavnik. Daj, no, daj. Ne, nič se ne upiraj. Kar lepo semkaj sedi, pa bova s prstom pisala po prahu. In svojo drobno ročico je zvezdica Zaspanka prijela Ceferinovo šapo, da bosta skupaj pisala. Ljuba se piše takole. Najprej L. Kot vislice narobe, se je smejal Ceferin. In tako sta črko za črko izpisala v prah besedo ljuba. Ko pa je bila zadnja črka pri kraju, je po izbi zadonelo. Tik-tak, tik-tak. Kaj pa je to? Ali kdo trka? Se je začudil Ceferin. Nihče ne trka, to bo nekaj drugega, je rekla zvezdica Zaspanka. Poslušaj, tu notri mi nekaj tolče. Srce mi bije. Zvezdica Zaspanka je nagnila glavico na prsi, da bi slišala od blizu. Res je, srce ti bije. Kamen v tvojem srcu se je oglasil. Srce mi bije, srce mi bije, je ves iz sebe ponavljal Ceferin. Ali te lahko poljubim na čelo? Zvezdica Zaspanka se je nasmehnila. Ljudje ste pa res čudni. Komaj začutite v prsih srce, že mislite, da morate koga poljubiti. Potem mu je ponudila čelo in Ceferin je nanj pritisnil poljub.
Zdaj pa le brž piši mami za glavnik, ga je spomnila Zaspanka. Veš kaj, niči ne bom pisal, samo pomisli. Mama je čisto sama, nikogar nima, da bi ji prinesel drv iz kleti in da bi zvečer oddel noge, ko je tako rado zebe. Srce se mi trga, ko pomislim na to. Kar vrnil se bom, rajši ne bom več razbojnik. Tega si se pa pametno domislil, le brž pojdi, da si ne premisliš. Ja pa ti? Kam boš pa ti šla? Je zaskrbelo Ceferina. Ja, saj res, na to sem pa čisto pozabila. Komaj sem dobila za družbo poštenega razbojnika, pa bom spet sama. Takrat pa se je iz daljave zaslišal klic. Hoj lala! Komet Repatec, bratec Repatec, se je razveselila zvezdica Zaspanka. Že letim, že hitim, sem že tu. Spet se bova šla štu po ramo, Zaspanka. Boter mesec me je poslal pote. Naročil mi je, naj ti prenesem nazaj. Dovolj si se že pokorila. Če bi ostala dlje, bi ne bilo vzgojno, je rekel. Kaj grem res lahko spet nazaj? Seveda, le brž zlezi name in močno se me primi za grivo, da te med potjo ne izgubim. Se že držim, da je tesno objela zvezdica Zaspanka. Nasvidenje, Ceferin! Nasvidenje, zvezdica Zaspanka! Boter mesec je že komaj čakal, da se bo zvezdica Zaspanka vrnila. In ko je komet Repatec prinesel, je boter mesec naštel zvezd prav do 7 milijarde. Pa je bil zvezdica Zaspanke tako vesel, da se je pri štetju zmotil in je moral pričeti znova, čisto od ena. Pa ni bil zato nič slabe volje. In ko se je Ceferin naučil pisati besedo ljuba, mu je v prsih pričelo biti srce. Nič več ni bilo tistega kamna, mrzlega in nemega, temveč mu je bilo v prsih toplo, kot bi ga šprčka zakuril. In zvezdica Zaspanka se je vrnila nazaj na nebo. Zdaj spet sveti tam gori in na zemlji je spet vse prav. Otroci spe, mornari so v luki spustili sidro in pesnik je našel rimo na besedo lonec, konec. Kako prijetna pravljica, ne? Tale zvezdica Zaspanka je sicer bila malce nagajiva in tudi domišljava, ampak na koncu je bila zelo dobrega srca. Pa tudi ljubeča je bila in kar razbojnika je preobrnila kaj takšnega. In potem se je znova vrnila na nebo skupaj s svojimi zvezdicami. In najbrž nam te zvezdice svetijo še danes. In otroci, če slučajno srečate kje zvezdico Zaspanko, jo lepo pozdravite še v mojem imenu, prav? Tako, konec dober, vse dobro. Ljubezen je ponovno premagala zlo. Tako kot v mnogih drugih pravljicah, ki vas čakajo v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Lepo kukajte van. Do prihodnjič, pa se lepo imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes vas čaka čarobna pravljica o drobni čebelici, ki je bila tako radovedna, da se je kar sama odpravila na potep. Na poti je srečala različne živali, ki so ji pripravile marsikatero presenečenje. Od zasmehovanja uboge gosenice, pa vse do nevarnosti, ki so pretile današnji knjižni junakinji. Le kako se je čebelica soočila z vsemi presenečenji. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici iz mojih otroških dni z naslovom Čebelica Maja gre na potep. V čebelnjaku je danes živahno. Rodile so se nove čebelice. Starejše čebele imajo veliko dela, kajti poskrbeti morajo zanje.
Mali Maji se vse skupaj zdi velikanska zmešnjava. Ne ve še, da vsaka čebela svoje delo dobro pozna in da zdaj ni časa za igranje. Kot vsak otrok mora tudi Maja v šolo. Spoznati mora delo, ki jo čaka, ko bo zrasla. Danes so čebelice z učiteljico Kasandro odletele na prvi izlet. V vsakem cvetu je kapljica sladke tekočine, ki ji pravimo nektar, razlaga učiteljica svojim učencem. Nektar spravimo v lonček. Ko je poln, ga odnesemo v čebelnjak. Šele tam nastane med. Nabiranje medu je nekaj časa kar zabavno, potem pa postane dolgočasno, premišljuje Maja. Veliko raje bi si ogledovala svet. Zato se skrije v cvet. Čebelice so medtem odletele drugam in Maja gre lahko na potep. Kaj pa je to? Deževnik, dva hrošča in mravlja se od smeha držijo za trebuhe. Norčujejo se iz zavaljene in nerodne gosenice. Sram naj vas bo grdobe, se jezi Maja in tolaži žalostno gosenico. Dejno, saj sploh nisi tako grozna. Si tudi ti žuželka? Vpraša Maja žabo. Raga, ne nisem, ampak strašno rada jih imam. Kar požrla bi jih, tako zelo jih imam rada. Razloži žaba čebelici. Smešen odgovor, si misli Maja. Tedaj švigne mimo nje dolgi in lepljivi žabi jezik. Čebelica prestrašena odleti. Ko sreča kačjega pastirja, je bolj previdna in ga že oddaleč vpraša, če je žuželke. Pravzaprav jih jem, pove kačji pastir. Ampak ti imaš želo, ki mi ne tekne, zato tebe ne bom požrl. Maja je kar ponosna nase in na svoje strupeno želo. Na pomoč, kriči Maja. Iz vode pod njo švigne temna senca. Čebelico bi skoraj požrla riba, komaj se je rešila na list. Kot kupček nesreče čepi na njem in si ne upa nikamor več. Tako je prestrašena, da ne opazi nevihte, ki se bliža. Šele ko zagrmi in se zabliska, se zave, da jo bo ujel dež. To je prva nevihta v Majinem življenju in zelo jo je strah. Ko je vse mimo, sklene, da je za danes videla dovolj sveta in da gre domov. Ampak kje je čebelnjak? Ne najde prave poti. Tedaj zasliši, da je nekdo kliče. Kasandra je. Maja, povsod te iščem. Brž domov, nekdo te čaka, reče učiteljica. Kdo pa? Je radovedna Maja. Metulj, ji pove Kasandra. Tega metulja ne poznam, pravi Maja. Potem se pa spomni. O, seveda te poznam. Ti si bil tista smešna gosenica, iz katere so se norčevali hrošči. Zdaj si pa tako lep metulj. Tako videz velikokrat vara. Grda gosenica lahko postane čudovit metulj in lep svet je lahko zelo, zelo nevaren. To si velja zapomniti. Bravo, čebelica Maja, za pogum. Res je, videz mnogokrat lahko vara, zato ne ocenjujemo drugih po izgledu. Prav vsak izmed nas je nekaj posebnega ter unikatnega. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici za grajenje pozitivne samopodobe z naslovom Medvedek Mavri in gosenica. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in uživajte čarobne dni.
Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi radovedne ter pogumne čebelice Maje. Čau, čau. Bravo, Maja. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo čudovito slovensko pravljico poklanjam Matevžu. Namreč njegova mamica mi je poslala prijazno sporočilo željo, da preberem Matevževo najljubšo pravljico. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Hiša, ki bi rada imela sonce. V velikem mestu je v senci velikanskih hiš čisto sama živela majhna hiša. Čas si je krajšala s preštevanjem. Štela je vrabce v žlebu. Štela je potepuške mačke na stopnicah. Štela je miši v luknjah. Štela je rdeče avtomobile na cesti. In včasih je štela celo dežne kaplje. Kadar pa hiša ni štela, je prisluškovala zvokom z ulice. Ljudje so kar naprej govorili o vremenu. Dež jih je spravljal v slabo voljo. Ozirali so se v nebo in si želeli sonca. Hiša je poznala marsikaj. Na primer dež. In meglo, in sivo ulico, in zelo majhen kos neba nad strehami. Le o soncu ni vedela ničesar, saj ni nikoli zašlo na njen košček neba. In tako je od jutra do večera tuhtala in se pogovarjala sama s seboj. Običajno hiše tega ne počnejo, a ker v mali hiši ni nihče prebival, je imela časa na pretek. Sonce je zagotovo zelo pomembno, če ljudje toliko govorijo o njem, si je rekla hiša. Toda kaj sploh je sonce? In kakšno je videti? Pravijo, da je sonce rumeno. Celo zlato. Le čemu je potem podobno? Je živo? Ima roke? Ima noge? Kaj pa ušesa? In rep? Morda pa je sonce takšno kot jaz. Če je sonce na nebu, potem mora imeti krila. In če nam res sveti, je mogoče videti kot žarnica. Ampak, če je videti kot žarnica, zakaj mu potem pravijo sonce? Kaj pa, če je sonce nekaj kosmatega? Le kako bi nas drugače grelo? Včasih prav neusmiljeno pripeka. Ajs! Rada bi vedela, kam gre sonce po noči. Navsezadnje, ali je današnje sonce res tisto od včeraj?
Kaj pa, če je sonce vsak dan novo? Kdo ve, morda sonce sploh ni eno samo. Lahko da ima vsakdo svoje, čisto posebno sonce. Joj, kako rada bi tudi jaz imela svoje sonce. Toda sonca ni in ni bilo. In ker hiša ni vedela, kaj storiti, je postajala vse bolj nesrečna. Kar podrla bi se. Potem pa je nekega jutra pred hišo ustavil tovornjak. Glej no, kaj se dogaja? Se je zdrznila hiša. V hišo so začeli prinašati nove stole, mize, omare, postelje, predalnike. Prinesli so še velik hladilnik, štedilnik in pralni stroj. Zvečer so spet odšli in zaklenili za seboj. Hiša od razburjenja vso noč ni spala. Naslednjega dne je prišel očka z mamico in otroki. Hiša je bila vznemirjena. Kakšen direndaj! Mamica je sešila nove zavese. Na okenske police je postavila cvetlične lončke. Skupaj so na novo pobarvali hišo. Tudi vrata in žlebove in okna. Joj, kako sem lepa, se je občudovala hiša. Zvečer sta očka in mamica uspavala otroke s pravljicami, ki so tudi hišo zazibale v srečne sanje. Končno je imela svoje sonce. Hiše pač niso zato na svetu, da bi živele same. Ja, pa še res je. Ja. Zelo srčna pravljica, kaj ne? Dan za dnem je bila hiša osamljena, vse do nekega dne, ko je njeno notranjost napolnilo veselje prikupne družine, ki si je ravno v tej hiši ustvarila svoj nov dom. In tako je osamljena hiša končno spoznala sonce, čeprav v obliki družinske sreče, ljubezni ter veselja. Super pravljica, kaj ne? Matevž, najlepša hvala za čudovito idejo slovenske pravljice. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Nevidni, v kateri boste spoznali deklico, ki je iz dneva v dan postajala nevidna. Vse do nekega dne, ko je pogumno stopila na novo pot in se je življenje spremenilo na bolje, mnogo bolje. Prijeten pozdravček Matevžu, ter pa seveda vsem ostalim, ki tako radi prisluhnete pravljicam. Uživajte, lepo se imejte, naj sije sonček v vas in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Pa si le doživela svoje sonce, ne?